Potica, kranjska čebela in kozolci. Vse to in še marsikaj drugega je slovenska kulturna dediščina. Naloga vseh nas je, da jo ohranjamo živo zase in za vse, ki bodo prišli za nami, saj je del slovenske preteklosti in ustvarjalnosti. Tudi žirovska čipka je del naše kulturne dediščine. Ohranjajo mladi iz Žirov. Navzkriž, noter, ven, navzkriž. Tako učenci osnovne šole Žiri vsak dan izdelujejo čipke, klekljanje pa se jim zdi zabavna in zanimiva dejavnost. Zaradi tega, ker sem od moje mame videl, kako delajo take lepe čipke, pa sem hotel tudi jaz znati delati. Učenci se klekljanja lotijo tako, da najprej narišejo vzorec, po njem nato ustvarijo čipko. Izdelava traja nekaj ur, za začetnike pa celo od 2 do 3 mesece. Pri tem potrebujejo veliko pripomočkov. Imamo klekljanje, pa harnavi cukanc, pol bucke za postavljene pri ovinkih, pa še škarje, tičke za čipko pokriti, da se namaže, pa košarico, pa pink. Žirovska čipka, ki jo izdelujejo otroci, se razlikuje od idrijske, ki je pri nas najbolj znana. Na Idriji so takrat klekljali bolj ozko čipko in je nastala idrijska čipka pa idrijski ris, je taka bolj ozka. V Žireh so pa klekljali bolj široki ris, je pa taka bolj široka. Mladi klekljarji so uspešni tudi na domačih in tujih tekmovanjih. Čipka pa ni samo lepa, ampak tudi uporabna. Lahko jih prodaš ali pa komu podariš. Mami sem dala eno rožico za rojstni dan, sestrci pa muco za paterico. In ko zavijajo zadnjo nitko, je čipkarskega krožka konec. Jutri pa naprej.